Poglejte, ko sem jaz pred 25 leti odprla svojo agencijo za izgovore, jaz si nisem mislila, da bom toliko delala s politiko. Veste, takrat je bilo popolnoma drugače. Takrat smo delali izgovore bolj tipa pes mi je povedal domačo nalogo ali pa Nina, jaz ne vem, kdo je ta ženska. Saj se spomnite, ne? To so bila ta pozna 90, ne pa te fore. Ja, takrat smo imeli v agenciji celo zaposlenega psa, ki je potem hodil v šolo in tam jedel domače naloge. V zadnje par letih smo se specializirali izključno za delo s politiki. Ker, veste, večino ljudi nekako preraste te neumnosti, medtem ko politiki... Ja, poglejte, ta teden se nam je nabralo tole samo od Ministrstva za zdravje. Imamo več različnih oddelkov za pomoč strankam. Tukaj tole je klicni center za izgovore. Gregor, vse v redu? Živjo, ja, štima. Vizjak je klical. Si ga vezal dol, ne? Itak. Vizjak je naša posebna stranka. Veste, on ima prav osebnega svetovalca. To je za njega nujno, zato ker drugače se ponavlja, veste, mislim, stvari se pa zelo hitro naberejo. Drugače, vse okej? Ja, štima. Ja, Aleš? Živjo. Aha, ja, spet ne, so te dobili. Ja, kaj pa, če bi mi dva mamo spet uporabljali, tako kot zadnjič? Ja, da je imela mama rojsten dan, pa ste peli vse najboljše, pa ste imeli za to maske dol. Ja, moram priznati, da je delo zelo, bi rekel, nenavadno, ampak si pa lahko zelo kreativen. Zdaj, glede tega, na kateri izgovor v karieri sem pa najbolj ponosen, verjetno, da na tisti z notranjim ministrom, a ne pa zaprto kuverto z odstopno izjavo, no, ta je bila kar fajna. Ali pa tale kamion od Tunina, ta tudi ni bila šloh. Organiziramo pa tudi različne delavnice izgovornih tehnik. Naš najbolj znan učenec je, na primer, gospod Jankovič. Mislim, on je popolnoma osvojil tehniko nasmeha pozabe. Verjetno ste opazili, da kadarkoli on nekaj naredi narobe, ko začne o tem govoriti, se samo nasmehne, in mi pa pozabimo, kaj on govori, ne? Tako se to dela, to je naša tehnika, ne? No, danes pa poteka tehnika kazanja s prstom na druge, pa si poglejmo. Tako. Ja, tako se to dela, no? Gospod Kacin pride jutri, ampak on je pa že na nadaljevalnem tečaju, recimo. Lejte, saj nekateri pravijo, da to, kar počnemo, ni etično. Ampak, tako bom rekla. Če tega ne bomo počeli mi, bo to počel nekdo drug. Tako to je. Ej, subscribi se, daj no. Rabimo za statistiko, saj ni treba gledati pol, okej? Ajde.